Tudi celjski policisti bodo do nedelje preverjali hitrost. Žičnimi ograjami naj bi srnam preprečili vstop na celjsko mestno pokopališče. Košarkarice Cinkarne Celje začele s pripravami na novo sezono. Gora Škof in Celje Pivovarna Laško skoraj desetletje dolg sodni spor zaključila s poravnavo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V okviru nacionalne preventivne akcije Hitrost bodo policisti po vsej Sloveniji do nedelje preverjali hitrost udeležencev v cestnem prometu. V akciji sodelujejo tudi policisti Policijske uprave Celje, ki so danes v Celju na več lokacijah izvajali poostrene represivno-preventivne aktivnosti s poudarkom na nadziranju hitrosti. Poleg policistov so k akciji pristopili tudi predstavniki ZŠAM, ki so udeležencem v prometu delili letake o varni vožnji. Če ste danes na cestah srečali nekoliko več policistov kot sicer, je to zato, ker po vsej Sloveniji poteka preventivna vseevropska akcija Hitrost. Drži, tudi mi na območju Policijske uprave Celje sodelujemo v tem tedenskem nadzoru hitrosti od 6. do 12. avgusta. V tem tednu izvajamo poostrene aktivnosti meritev hitrosti, ugotavljanja hitrosti prvenstveno. No, danes, konkretno med 9 in 12 uro, smo pa na območju 3 upravnih enot se odločili, da skupaj s partnerji Združenjem šoferjev in avtomehanikov izvedemo preventivno-represivno oziroma represivno-preventivno aktivnost, katere namen je ugotoviti dejansko stanje na neki mestni ulici in pa potem na neki mestni vpadnici tu v Celju, kako ljudje spoštujejo prometna pravila. Se pravi, namen konkretno te aktivnosti je v tem, da bi dejansko ugotovili, ali ljudje spoštujejo omejitve hitrosti zaradi sebe, se pravi zaradi svoje varnosti, ali pa še vedno ne spoštujejo in moramo policisti pač izrekati tiste sankcije, ki so za kršitve predpisov predpisane. Celje sicer ne odstopa od slovenskega povprečja, ki zajema voznike, ki s prekomerno ali neprilagojeno hitrostjo ogrožajo tako sebe kot ostale udeležence v prometu. Nič drugačni nismo kot kjerkoli druge po svetu. Imamo odgovorne voznike in imamo voznike, ki so neodgovorni, in imamo voznike, ki pa dejansko izzivajo svojo usodo in usodo drugih. Tako da o nekem zelo varnem okolju ne moremo govoriti. Dokler se bodo dogajale kritične situacije in pa bo prihajalo do prometnih nesreč, ne moremo govoriti o varnem okolju. Bi pa lahko, poudarja vodja sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Celje, in sicer tako, da bi vozniki vozili bolj pametno in varneje. Policisti se takšno stanje trudijo vzpostaviti skozi vse leto, ob akcijah, kakršna je ta, ki trenutno poteka po Sloveniji, pa spoznavajo tudi navade voznic in voznikov in odkrivajo kritične točke in cestne odseke, na katere bodo v prihodnje še bolj pozorni. Naš namen bi pa moral biti nenazadnje prevzgoja voznikov, da ozavestijo svojo odgovornost v cestnem prometu, se pravi, da spoštujejo prometna pravila zaradi sebe, zaradi drugih udeležencev v cestnem prometu, ne pa zaradi policistov. Hitrost pri vožnji ni tako nedolžna, kot se nam morda zdi. Z višanjem hitrosti se nam v prvi fazi zožuje vidni kot. Se pravi, tisto, kar mi vidimo, se nam ta periferni vid zelo zoži in ne zaznamo marsičesa, kar bi morda pri dovoljeni hitrosti ali z malenkostno prekročitvijo še vedno opazili. Kar pa seveda pomeni, da če manj vidimo, prepozno opazimo neko situacijo, če prepozno opazimo, prepozno reagiramo, če prepozno reagiramo, potem ni več daleč do kritične situacije oziroma do nastanka prometne nesreče, ki pa je zaradi višje hitrosti, kot pa bi bila morda ob nekem normalni vožnji, tudi seveda vzrok za hujše posledice, kot bi bile. 1/3 prometnih nesreč se zgodi zaradi hitrosti, magister Herbaj poudarja. Imamo neprilagojeno hitrost in imamo prekoračeno hitrost. Tako da tu premalo poudarka se vedno daje tudi v tem, da vsaka neprilagojena hitrost je lahko tudi bistveno manjša od še dovoljene hitrosti na nekem cestnem odseku. Tako da to so stvari, ki bomo morda v prihodnosti morali bolj poudarjati in pa tudi ozaveščati, da neprilagojena hitrost ni tista, ki je prekoračena. Pomembno je torej vedno prilagoditi hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Tako bomo, četudi je omejitev hitrosti 70 km/h ob dežju, poledici ali drugih nevarnih situacijah, hitrost zmanjšali in jo prilagodili.
In kako moramo voziti, da bomo vozili varno? A varno vozimo takrat, ko gremo za volan spočiti, dobro volje, zdravi in da potem dosežemo svoj življenjski cilj, kamor smo namenjeni, ne? Moramo biti primerni, sedež nastaviti, varnostni pas, da je vozilo izpravno, ne? In da imamo čisto vetrobransko steklo in da vozimo zbrani in pa tudi skoncentrirani, da dosežemo tisti cilj, kamor smo se mu zadali, da pridemo na njega. In da vozimo po omejitvah. Vsekakor, da upoštevamo omejitve, cestne označbe, talne in vertikalne in da upoštevamo hitrosti, vsekakor. Vseevropsko akcijo Hitrost celjski policisti vse do nedelje izvajajo na območju policijskih postaj Celje, Laško in Slovenske Konjice. Na celjskem mestnem pokopališču zaradi srn postavljajo žično ograjo. Z njo želijo preprečiti vdor teh živali na pokopališče, saj te tam uničujejo cvetje in puščajo iztrebke. Celotna naložba, ki jo iz občinskega proračuna financira mestna občina Celje, je vredna 10 000 evrov. Delavci občinskega režijskega obrata novo ograjo že postavljajo. Ograja je žična v višini 1,5 m, ponekod je že zasajena živa meja, tako da se ograja postavlja za to obstoječo živo mejo in ne bo tako vidna, kjer pa žive meje še ni, jo bomo pa v jeseni zasadili. Z ograjo želijo srnam preprečiti dostop do grobov, s tem pa tudi zmanjšati škodo, ki jo le-te povzročajo. Občane najbolj moti to, da srne živali za seboj puščajo na grobovih iztrebke, potem pojejo tudi sveže cvetje, sveže rože in pa da grobovi ne morejo biti urejeni tako, kot bi si občani sami želeli in ker vložijo za to tudi veliko truda, v to veliko truda in pa seveda to tudi nekaj stane, so bili jezni, ogorčeni in pa predvsem zaradi živalskih iztrebkov. Kot ugotavljajo na občini, bo postavitev ograje trajna rešitev, saj so doslej poskušali že z nekaterimi drugimi, a niso prinesle želenih rezultatov. Posvetovali smo se z lovsko družino, ki so nam svetovali postavitev kemične ograje. To ograjo smo postavili, ampak očitno se živali navadijo na ta vonj in jih kemična ograja oziroma vonj ni odbijal, ni preprečil, da bi zahajale na pokopališče. Vstop na pokopališče bo tako na tem delu po novem mogoč na 2 mestih, na poti iz spodnjega parkirišča in na Mirni poti. Naložba bo občino stala 10 000 evrov. Finančno 4-krat višja pa je naložba v obnovo betonske ograje na severozahodnem delu pokopališča. Ta ograja se nahaja na vzhodno od Mrliške vežice, to je betonska ograja oziroma betonski stebri, vmes so pa kovani elementi. Obnavlja se in betonski del in kovani elementi ograje. Soglasje za obnovo te historične ograje je dal tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, obnovili pa bodo okoli 30 metrov ograje. Včeraj so s pripravami na novo sezono začele košarkarice Cinkarne Celje, ki bodo v tej sezoni igrale v kar 4 tekmovanjih. Poleg domačega državnega prvenstva in pokala se bodo preizkusile še v mednarodni VABA ligi ter evropskem pokalu FIBA. Slovenske državne prvakinje bo še 10. leto zapored vodil trener Damir Grgič. Celjska zasedba bo v novi tekmovalni sezoni nekoliko spremenjena. Ja, Američanka bo nova. Podpisali smo z Whiteovo, ki je igrala tudi za ameriško reprezentanco do 19 let, ki je bila tudi svetovna prvakinja, se nam bo pridružila v petek, tako da smo tukaj naredili menjavo z Oderačidom. Pridružila se je Maruša Seničar, ki smo že kar nekaj let hoteli privabiti v našo ekipo, in pa kupico mladih igralk, ki smo jih letos pripeljali s ciljem, da bi v naslednjih 5 letih zamenjali to generacijo, ki je trenutno sedaj v članski ekipi. Mislim, da prestopni rok smo prešli tako, kot smo si ga zastavili. Lahko, da bomo manjše korekcije še naredili do tega, bom rekel, začetka sezone, ampak v glavnem smo zadovoljni. Mislim, da bo ekipa dobra, da bomo igrali nekako boljšo košarko, saj kar se tiče samega začetka. Sigurno, da lahko pride do še kakih sprememb v sami ekipi, vendar že to, da se odločamo, da bomo igrali pravzaprav na 3 frontah, igrali bomo Eurocup, igrali bomo VABA ligo,
to pomeni Jadransko ligo in pa seveda Slovensko ligo, ki jo bomo namenili predvsem mladim igralkam. Priprave Celjank bodo potekale do konca meseca septembra, zatem se bo začelo zares. Ja, v tem tednu ostajamo tukaj v Celju, kjer treniramo 2-krat na dan. Že naslednji teden se odpravljamo v Barcelono, kjer nas čaka 7 dni težkih tekem z ameriškimi univerzami. Potem se vračamo nazaj v Celje in odigramo še nekaj tekem tukaj v Celju. Pred samim začetkom sezone in pa v Poreču igramo 2 močni tekmi z ekipo NSEA, ki igra tudi v Eurocup. To je ruska ekipa, tako da nas čakajo kar naporne in težke priprave. V novi sezoni pa košarkarice Cinkarne Celje čaka tudi tekmovanje v Eurocupu, kar bo zagotovo dodaten magnet ter priložnost za dokazovanje. Po 11 letih se vračamo v Eurocup, to me veseli, naredili smo korak naprej sedaj, predvsem ponudili bomo priložnost tem mladim igralkam igranje v zelo zahtevnem tekmovanju. Pred 11 leti je bilo to malo drugače, takrat so igrale pravzaprav resne članske igralke, tukaj pa sedaj s to filozofijo, ki jo imamo trenutno v Celju, dajemo priložnost mladim igralkam in upam, da bomo to izkoristili. Prepričan sem, da nas bo celjska publika dobro sprejela, da nam bo vedno ob strani, tako kot je bila vsa ta leta in da jih mi ne bomo razočarali. Vstopamo dejansko danes na parket v 25. jubilejno sezono našega kluba. 18. bomo stopili tudi na mednarodni parket, kar se tiče mednarodne VABA lige, in pa 9. na evropski parket, se pravi, da bomo tekmovali v FIBA Eurocupu. Organizacijsko me ni strah nobenih zadev, finančno pa tudi mislim, da bomo zadevo speljali tako, kot smo si zastavili. Seveda se bo treba še dosti potruditi, ampak sem optimist. Kaj pa cilji za novo sezono? Po ciljih mogoče malo prehitro, da govorim. Sigurno bomo dali poudarek na VABA ligi, poudarek na FIBA Eurocupu, v domačem prvenstvu pa mogoče več možnosti tudi mlajšim celjskim igralkam, ki so si nedvomno to zaslužile, ampak cilji ostanejo seveda državni prvaki, upam, da pokalni prvaki za naprej, pa boljše mogoče komentar čez kakšne tedne. Kar se tiče slovenskega prvenstva, seveda najvišji, ne glede na to, da bomo igrali prvi del prvenstva zelo mlado ekipo, vendar se na to ne oziramo, na koncu si želimo osvojitve državnega prvenstva, seveda tudi pokalnega tekmovanja in pa Jadranska liga za nas lahko rečemo, da ostaja še vedno razvojna liga, kjer ogromno priložnosti dobijo mlade igralke in s tem tudi napredujejo. Seveda pa Eurocup upam, da bomo prišli do kakšne zmage in da nam bo to še nek večji elan tudi za naslednjo sezono. Uvodni teden priprav bodo torej Celjanke opravile v domačem okolju, že prihodnji teden selitev v Barcelono. Rokometni klub Celje Pivovarna Laško in Gorazd Škof sta se dogovorila za poravnavo spora, ki je bil odprt skoraj desetletje. Nekdanji reprezentančni vratar Gorazd Škof je v Celju branil med leti 2004 in 2008, ko je prestopil k hrvaškemu prvaku Zagrebu. Ob njegovem prestopu v Zagreb dogovora med obema kluboma ni bilo. Sodni spor pa je nastal, ker sta si obe strani različno tolmačili določila v pogodbi. Spor je na pristojnem sodišču v Celju trajal več let, vprašanje pa je, kako dolgo bi se zadeva na sodišču še reševala. Zaradi tega sta se obe strani dogovorili, da se v postopku poravnata in na ta način po mirni poti zaključita ta primer. S tem je celjski klub zaključil vse odprte pravne zadeve. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo pihal po večini šibak veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, ob morju 23, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Četrtek in petek bo sončno in vroče, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V petek popoldne ali zvečer se bodo začele pojavljati nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.